gre čez nekaj dni v Kolumbijo, potem gre drugo leto v Čile, Peru, potem v Panamo 2019, Argentino pa kar nekako prestavlja. Govori se, da tudi zaradi tega, ker bi ga politično izkoristili, ker se temu hoče izogniti, ampak ali je morda še kakšen drug razlog, za katerega menite, da bi bil oziroma vaši kolegi? Žal ne znamo odgovoriti na to vprašanje. Lahko samo špekuliram, podobno kot ste vi nakazali. Ne vem, mogoče bi moral skrbnjalo z Vadesom, tudi o tem govoriti, on bi znal kakšne insajderske informacije v zvezi s tem, kakšno je razpoloženje v Argentini. Argentina temu papežu sledi na vsakem koraku, to je dejstvo. Jaz poznam nekaj argentinskih kolegov, ki jutra do večera so v vatikanskih zgodbah, sploh ne sledijo nobenim italijanskih zgodbah. Zdaj, kakšna je pa njegova politična agenca doma, da težko sodi. Še mogoče. Še en del izvoli. Pred dnevi je bil objavljen video Islamske države z grožnjami papežu oziroma Rimu in Vatikanu. Sicer ste rekli, da ste na dopustu, ampak a slišite kakšne informacije, kako so ljudje, a jih je strah v Rimu, recimo, kako se Vatikan odziva na to? V Rimu bo tako rekel. V Rimu je na nek način vaš čas, kar so tam pričakovanje v zraku, da bo nekaj točno nekaj. Pa hkrati upanje, da znamo to preprečiti. Zdaj, v Italiji marsikaj ni v redu, ampak Italiji se bi pa zelo dobro funkcionirali. Zdaj, če bi šli preverjati na kakšen način, se nam marsikaj ne bi zdelo v redu. Jaz v veliki meri kar verjamem določenim teorijam, da Italija zna preprečiti možnost terorističnih napadov ali pa vsej bistveno zmanjšati možnost terorističnih napadov s preprostim podkupovanjem. Iz parih virov sem slišal, da je recimo, da je odprt dialog z najmočnejšimi mafijskimi organizacijami, ki zato, da dobijo določene odpustke strani države, preprečujejo prodajo orožja znotraj države. Tako da nelegalni promet z orožjem, recimo, za katerega skrbi italijanska mafija, gre bolj drugam kot v Italiji. Recimo, jaz sem nedavno delal intervju z šefom protimafijske policije v Neaplju, Giuseppe Andrinaresom, ki mi je odkrito povedal, da del kamerističnega prometa z orožjem gre čez Slovenijo. S tem, da Slovenija ni bistvena. Bistveno so recimo zahodne države, mislim, ker recimo to, kar gre čez Slovenijo, je bistveno manj od vsega tistega, kar se opere umazanega mafijskega denarja v Italiji, ampak to je druga zgodba. Skratka, na eni strani je tukaj ta šah, bom rekel ta šah, v katerem na nek način paradoksalno država preko mafije omejuje dosegljivost orožja, municije in tiste. Druga stvar je prisotnost tajnih služb. Tretja stvar je italijanska diplomatska spretnost, ki jo je seveda Italija podedovala od Vatikana, od koga druga je Vatikan pravzaprav smisel, oziroma rekel sveti sedež diplomacijo, kot nas poznamo. In ta doktrina, ki še vedno velja in ki je še vedno dobra, italijanske zunanje politike, da je treba držati enako distanco od Evrope in Afrike, oziroma da smo si enako blizu. Notranji minister italijanski Marco Minniti je bivši šef tajnih služb in človek, ki praktično pozna na stotine libicev, zdaj če malo pretiravam. On, recimo, takrat, ko je šel se srečati z libijskimi župani iz južne meje, to so v bistvu, formalno so župani, neformalno so pa šefi klanov. On je te ljudi poznal izpred 10 let in se enostavno zmenil z njimi. To, da danes praktično veliko tujih medijev, pa ben italijanski, govorijo o tem, koliko je Italija ostalo to, da ta mesec ni nobenega čez morje. To je del te zgodbe. Se pravi, Italijani enostavno kupijo. Se
precedensov je veliko, se veste, recimo zgodba Dubrovniške republike. Dubrovniška republika si je dolgo časa kupovala svobodo, tako da je enostavno plačevala Istanbulu, oziroma Istanbulu, da jih je pustil na mir. Skratka, to so eni preverjeni recepti, ki so veljali že v preteklosti. Še ena stvar, ostaje pri tem manjša možnost terorističnih napadov. Ena stvar, ki bi jo pa kolegica nemškega Dicajta zaupala, to pa njena teorija, je rekla, jaz mislim, da je v Italiji manj te nevarnosti kot v Nemčiji, zaradi tega, ker Italijani paradoksalno ne znajo integrirati migrantov. Se pravi, medtem ko Nemčija postavi cel nek sistem, v katerem človeka da in ga šole in ga izobražuje v jeziku, mu ponuja eno možnost, drugo možnost, tretjo možnost, v bistvu postavi paralelni sistem, v katerem migrant na tej lestvici prihajanja v nemško družbo ali pa integriranja v nemško družbo praktično nima stika z Nemcem. Medtem ko v Italiji vsega tega ni, Italija je kaotična država, kot upam, da tudi iz mojih prispevkov nekaj na tem področju berete. Italija se ukvarja z migrantskimi prihodi zadnjih 20 let in v teh 20 letih se še zmerno ukvarja, kot da gre za izredno stanje, ki bo minilo jutri. Ne glede na to, da je v mestu prišlo že milijon ljudi ali pa že več. Skratka, Italija v bistvu te ljudi na nek način ponuja, cel sistem je seveda tako zapleten, da ga itak noben ne bere, če bereš na papirju, potem, če se dosti dolgo časa ukvarjaš, potem razumeš, pa greš pa na teren pogledati in vidiš, da zadeva štima samo približno. Se pravi, na tej drugi, tretji, četrti ali peti stopni tega nekega integracijskega postopka migranti enostavno padejo ven iz sistema. In ko padejo ven iz sistema, se morajo preprosto znajti. Italija ima pa to prednost, da pa ne glede na to, da se v povojni zgodovini v zadnjih desetletjih ukvarja z migracijami, da je pa sama struktura italijanskega naroda izrazito preseljenska. Če ste bili kdajkoli na Siciliji, veste, da tipični Sicilijanec je tako nizek, hruškaste postave s črnimi modrastimi očmi, kot 2 metra visok plečat, lečeras, normalno. To je vse tipičen Sicilijanec. Zato recimo, če boste danes hodili po Siciliji, boste na Siciliji našli najmanj ljudi, ki bodo proti migrantom, ne glede na to, da je tam migrantov daleč največ. Najbolj proti migrantskim, bolj pa v Benečinu, v Venetu ali pa v Lombardiji, kjer pa pravzaprav je rasa kar homogena, recimo bolj homogena kot recimo bolj na jugu. Skratka, ti migranti na nek način so prisiljeni, da se na cesti naučijo jezika, da začnejo delati nekaj na črno in da na nek način potem najdejo nekaj Italijanov, s katerimi komunicirajo, ker Italijani pa komunicirajo z njimi. Zdaj recimo zelo preprost desničarski Italijan, recimo, ki ga jaz poznam za Bogalom v Rimu, on pravi, mene neč ne moti, če se bojo tako obnašal, kot se obnašamo mi. A veste, ne? Zdaj to je recimo pri človeku, ki nima neke reflektirane pameti, je v bistvu stališče, ki je dobrohotno, kako ne rečem. Se pravi, če se bo obnašal tako kot mi, pa upošteva naša pravila, pa lahko ostanejo. Tako da tudi to recimo zmanjšuje možnost radikaliziranja. Vemo pa nikoli ne. Mi smo se navadili v Rimu živeli s tem, da imamo vojsko dejansko na vsakem koraku. Zdaj so vojaške vozila so praktično na vsaki pomembnejši ulici že parkirana. Kolikrat nas preslikajo, ko gremo po neki katerikoli poti, sploh ne vemo. Te rentgenske slike se dogajajo pač povsod, pa sploh ne vemo, da so neki senzori so. Tako da jaz sem optimističen, ampak ne me za besedo držati, če bom prihodnji mesec moral poročati o terorističnem napadu. Jaz upam, da ne boste. Dovolite, če zaključim še z eno zanimivostjo iz knjige, iz potovanja, razen če ima še eno vprašanje, pa mislim. Jaz imam še eno hitro članko. Skoraj praviloma v preteklosti so dopisniki v Italiji, tako elektronskih medijev, se pravi radio, televizije, kot dopisniki časopisa, predvsem Dela, napisali eno, dve, nekaj knjig o papežu, o se pravi temelju njihovega življenja v Italiji. Me zanima, če že ti razmišljaš v tej smeri, ali kakšna druga tema, ki te bolj prekopira in če že zbiraš gradivo.
No, tukaj pa bom zdaj malo osebno, ne, jaz samega sebe imam za interpreta, vsem, kar počnem, ali pa kar sem počel v življenju, tako, ne, v igralskem poklicu, ki sem ga pred 9 leti dal na stranski tir, kot pri svojem prevajanju, nekako kot na vsezadnjem novinarskem delu. Jaz sebi vidim kot neko lijano, ki se mora oviti okrog nekega drevesa, ki tam že je. Se pravi, če kot prevajalec pravzaprav neko avtorsko delo samo vzpostavim nov kanal, po katerem to avtorsko delo se prelilo do svojega naslovnika, če pri igralskem delu podobno, na vsezadnje posodi svoje telo, svoj glas, svoj obraz nekemu liku, ki že je in postane malo drugačen, ampak je še vedno ta lik. Potem pri novinarskem delu se trudim, da bi, no ne vem, da bi po svojih najboljših močeh, no pa pošteno povedal tisto, kar se dogaja ljudem, ki me poslušajo ali pa gledajo. Zdaj, jaz doslej nisem vse nikoli razmišljal kot o avtorju, ki bo zdaj sam na nek način postavil neko zgodbo na noge. Ne spočujem, da se bo to kdaj v prihodnosti zgodilo, ampak zaenkrat se mi zdi, da sem še prešitka osebnost, da bi postal avtor. Ja, grem to rečem. Tako, zdaj bi pa jaz zaključila, potem seveda še lahko se neformalno družimo. Papež Frančišek je seveda novinarje presenetil že takoj na prvem potovanju v Brazilijo, s tem, ker je prikorakal na letalo svojo črno usnjeno avtovko. Seveda so se vsi začeli spraševati, kaj je zdaj to, in je bilo potem na novinarski konferenci na poletu nazaj vprašanje, kaj ima notri, ne? In ko se papež takoj pošalil, ni ključ atomske bombe, brez skrbi. To avto vedno nosim s seboj, kadarkoli grem na pot, jo vzamem. In kaj imam notri? Pribor za britje, brvir, rokovnik in knjigo, ki jo trenutno berem. Vedno potujem s to avtoko, to je zame normalno. Biti moramo normalni in se navaditi na normalne reči, je povedal papež. Tako da mislim, da je to dobra misel tudi za zaključek. Hvala, ker ste si vzeli čas, pa res vabim, da preberete knjigo. Gospod Janko, tudi vam hvala, da ste delili z nami svoje izkušnje, pa želim vam, da čim prej greste na kakšno pot s papežem. Hvala za to želje, hvala. Ja, in se nam potem spet pridružite in nam poročate o teh neformalnih pogovorih. Ja, hvala.